Koščke krompirja stehtate in nato položite v destilirano in v morsko vodo. Čez nekaj časa jih ponovno stehtate. Pri tem opazite, da se masa krompirja A. v destilirani vodi poveča, v morski pa zmanjša, B. v destilirani vodi zmanjša, v morski pa poveča, C. v obeh primerih zmanjša ali D. v obeh primerih poveča. Čas je potekal, osnovna šola Mengeš je odgovorila A. Menite, da se v destilirani vodi masa poveča, v morski pa zmanjša, medtem ko so rumeni odgovorili D. Pravijo, da se v obeh primerih poveča. Ja, Jasna, zate vem, da imaš krompir, ampak ali ga bodo imeli tudi naši tekmovalci? V celicah krompirja je prisotna določena koncentracija soli. Ko damo krompir v vodo, voda ali vdira v celice ali pa iz njih izhaja. Krompir sem narezala na palčke, ga razdelila na dva enaka kupčka, ki sta tehtala vsak 80 gramov. Včeraj sem ta dva kupčka potopila v različni vodi, saj je za prehajanje vode potreben čas. V tej čaši je krompir v destilirani vodi in vidimo, da je videti tako, kot da se je malce zredil. Tukaj pa je v morski, ki je v našem primeru 5% raztopina kuhinjske soli in ta je videti, kot da se je malce skrčil. Ampak poglejmo, kako se spremeni masa krompirja v eni oziroma v drugi vodi. Najprej bom vzela krompir iz destilirane vode. V tem primeru ni bilo soli in je lahko voda prosto prehajala v krompir. In posledično bomo videli, se bo zaradi tega masa povečala. Prej je krompir tehtal 80 gramov, sedaj pa tehtnica pokaže 99,9 gramov. Zdaj pa poglejmo še, kakšna je situacija v slani vodi. V tem primeru pa je bila torej voda slana in je zaradi tega voda iz krompirja izhajala. Posledično je krompir tak malce gumijast oziroma zelo lahko ga je upogibati, poleg tega pa je tudi lažji. Sedaj tehtnica pokaže 69 gramov. V morski vodi je namreč raztopljene precej soli in zato voda izhaja iz krompirjevih celic, kar seveda zaznamo kot zmanjšanje mase krompirjevih koščkov. Sicer je to proces osmoze in ni značilen samo za krompir. Za krompir pa je značilno, da raste oziroma prihaja iz zemlje, tako kot pravzaprav vse, kar nas hrani. Rodovitnost tal propada zaradi kmetovanja, izsekavanja gozdov in drugih dejavnikov, pospešeno prihaja do kritične degradacije in erozije zgornje plasti tal. Nekateri podatki kažejo, da je 52% zemljišč po svetu že degradiranih. Zato bodimo skrbni z našo dragoceno zemljo, ne samo na svetovni dan, ampak vse dni v letu. Skrbno pa so tokrat odgovorili vijolični, se je pravilen odgovor A. Čestitke.